Danes ste bili pravzaprav priča dvem stvarem tule na letališču Konjice. Prvič, uspešen tehnični let prvega serijskega žirokopterja, izvedenega tu pri nas v Zbelovem, ki je v operaciji v Nemčiji in je po uspešnem 200-urnem periodu prišel na prvi tehnični pregled. Je tudi uspešno upravljen, kar je znak dobrega dela tega podjetja, začrtanih planov. Fantje se spravljajo na sejem v Friedrichshafenu, ker pričakujejo dober odziv. Druga stvar pa ste videli funkcioniranje letališča Slovenske Konjice, ki ga imamo že uporabno dovoljenje že 3 leta kot enega izmed 13 slovenskih javnih letališč za športne namene. Ta zrakoplov bo danes šel direktno v Mannheim v Nemčiji, iz tega brez opravljanja bilo kakšnih formalnosti na drugih letališčih, kar je izredna pridobitev za naš konec. Včeraj je recimo pristalo letalo tudi iz Frankfurta, tukaj pri nas po dobrih 2 urah. V zadnjih dneh smo imeli promet tukaj v Sarajevo pa nazaj in to je recimo perspektiva tega letališča, ki se zdaj imenuje Slovenske Konjice, ki računamo, da ga bomo še usposobili v dokončne okvire, da bo eno sodobno, odlično, lepo letališče na tem koncu za šport in turizem. Občane, kot so že verjetno ugotovili, da je promet precej padel, tu na letališču vendar ni tako, spreminjamo strukturo letenja, vse manj je tega šolanja, ropotanja. Upam, da bo čez kakšnih parih letih popolnoma zamrlo tele hrupna letala. Imamo še veljavno letalsko šolo, ker še imamo zdaj šolati nekaj mladih Konjičanov. Na to pa se želimo preusmeriti na bolj ekološko, tiho, čisto. Primer so 3 letala, ki jih imamo v hangarju, že nove generacije. Zelo ponosni smo, da je pri nas domuje Matevž Lednačič, ki se trenutno nahaja nekje nad Himalajo na poti preleta Zemlje in ga pričakujemo konec meseca doma. Takšne letala so pa sigurno osnova tega bodočega letališča, zdajšnjega letališča Slovenske Konjice. Želimo pa si pridobiti stezo, da bi bila funkcionalna celo leto, ker 2/3 leta je zaradi razmočenosti terena nemogoče pristajati in vršiti dejavnost.